Ja, jaz moram reči, da je to, mislim, za vas je to od danes, za mene pa to kar nekaj časa že dela, no. Predvsem z Karijem, no. Mislim, takrat, ko se je zgodila ta situacija z Matjažem lansko poletje, pol z Ivotom, ki je tudi izrazil željo, da bi pač on rajš delal v klubskem hokeju kot reprezentančnem, sem jaz že začel delati, da ne bi spet prišli poleti v tako situacijo, kot smo bili prejšnjo poletje, no. In takrat sem stopil že s Karijem v kontakt, vedel sem, da tudi on bo konc tega leta šel v penzijo, no. In večkrat sem že podaril, da mi rabimo pri vseh dogodkih zadnjih v slovenski vrsti res nek sistemski prehod teh igralcev, mlajših mogoče, da vemo, kaj nas od zadnji čaka in da bi rad, da bi se en s tem bolj konkretno bavil in imel dovolj časa za to, no. In takrat sem s Karijem se pogovarjal o vsem tem. Jaz mislim, da je on res več kot primeren za to vlogo, povezovalno med reprezentancami, potem pa v končni fazi tudi za selektorje reprezentance. Je pa res, da potem v kasnejši fazi je bila, ki je pa res bolj kratek čas znana, je prišlo tudi do tega, jaz na to nisem računal, da bi tudi Matjaž lahko po teh dogodkih s Finci dobil nek dovoljenje, da bi to lahko opravljal v selektorski vlogi, no. In potem smo se s Karijem se nekako dogovorila. On je tudi rekel, da bi imel pol veliko več časa za vso to pomoč tudi na klubskem nivoju, pa reprezentančnem nivoju razvoja hokeja v Sloveniji, če ne bi bil selektor, da bi bil pomočnik, da bi to njemu pomenil precej več časa za to, da bi se lahko res neka strategija dobro izpeljala, ker moramo vedeti, da selektor je res precej obremenjen samo člansko reprezentanco, da je bila to pa neka idealna kombinacija, normalno. Jaz sem bil vesel, da je tudi Matjaž nekako to potrdil, da obstaja možnost, da bi mu to Finci dovolili in zdaj, kot vidimo, pač je res to pač do te faze, da imamo na srečo dva bivša selektorja, ampak jaz mislim, da imata vsak svojo znano vlogo in mislim, da vsak svojo vlogo, ki ima je pisana na koži. Kako gremo v zamenjavo generacij, kar nekaj fantov je zadnje svetovno prvenstvo omenilo, da je to njihovo zadnje svetovno prvenstvo, kar pomeni, da bomo v prihodnje potegnili vse več in več mladih fantov iz klubov. Rekel, mene dolgoročna zgodba vedno zanima, pač v športu ni nekih hitrih korakov ali pa so zelo redki. Jaz mislim, da je treba pač res si vzeti čas za razvoj tako kot trenerskih, tudi igralskega kadra. In jaz si nisem niti upal, da bomo tako uspešni na tem področju, no. Vemo, da je tudi precejšen finančni zalogaj, pa sta tudi pripravljena bila oba tudi tukaj malo popustiti. Vemo, da gre za dva vrhunska strokovnjaka, v bistvu enakovredna v selektorskih vlogah in nikoli pač nismo imeli dva strokovnjaka na hokejski zvezi, kar predstavlja za samo zvezo tudi precejšen finančni zalogaj, ampak jaz sem obema povedal, da pač bomo probali z njihovo pomočjo tudi seveda to tudi izpeljati in oba sta bila tudi temu naklonjena, tako da sem kar vesel, no, mislim, vesel zelo, da nam je to uspelo. Tukaj moram reči, da nas je ta novica kar precej presenetila, no. Mi smo pač že, vemo, imeli en datum, pa smo pol ga na samem kongresu spremenili glih na podlagi kompromisov, ki smo jih sprejeli z zvezami, ki tukaj nastopajo, in takrat ni bil noben, so bili vsi nekako zadovoljni s kompromisom, ampak očitno, da kakšni pa so bili s figo v žepu, pa niso bili toliko zadovoljni, pa so pol kasneje posredovali na Mednarodni hokejski zvezi in ta je sprejela sklep, da se ta prvenstvo spremeni, ki nam ni prav po volji. Vemo, da so takrat glavni prazniki, ampak bomo probali pač narediti vse, da bo to en dober dogodek, pa da bo rezultatsko tudi uspešen, ampak tudi finančno za nas pomeni, da mora biti uspešen, ker druge reprezentance gledajo samo na rezultatsko, mi pa gledamo oboje in bomo pač pretehtali, kje bo najboljša možnost, da se ta prvenstvo odigra. Ne. Trenutno se nič ne nagibamo, v bistvu bo treba še enkrat vse, mislim, jaz
sem že precej se obvestil, koliko delac smo bili, to je bilo kar en mesec dela, hoteli so bili že rezervirani, dvorana je bila rezervirana, v pogovorih smo bili že z dobaviteljem ledu v Stožicah, z obema nekako posrednikoma za prodajo kart in ta mesec dela je šel zdaj po vodi, zdaj je potrebno na novo začrtati, kaj to pomeni. Tako, kot sem rekel, prazniki so, ne bi pa naredili finančnega izgube, ker vemo, da saniramo zvezo že nekaj let in bi radi, da to tudi uspešno do konca mandatov, do konca leta 2022 naredimo, da bo zveza nikak na nuli, ne bi radi ogrozili tega z enim svetovnim prvenstvom. Če bo tudi drugi člani predsedstva mislili, da je pa v Stožice so le izvedljive, pa da bomo naredili tudi s Stožicami plus, potem ne bom še nič rekel, da ne, ampak jaz glede na to, da vem, kako težko je pač zbirati sredstva, pa vem, kako težko poslujemo iz preteklih časov, pa sem malo bolj skeptičen, pa bom rekel malo bolj ziharaš, kar se tega tiče, da ne bi si želel, da zabredemo kakšne finančne težave. Ampak tako, kot sem rekel, ni samo moja odločitev, to je odločitev predsedstva. No, pretekla sezona je bila izredno uspešna, za malo nam je zmanjkalo, da bi imeli slovenski finale. Vseeno pa res Olimpija je pokazala izredno igro in zasluženo osvojila Alpsko ligo. Za letos pa, kot kaže zaenkrat, oziroma nobenih sprememb, tako Jesenice kot Olimpija bosta igrale v AHL ligi, drugih podatkov jaz nimam, kjer se pričakuje kar še dva dodatna kluba, in sicer iz Dunaja in pa Linca, tako da bo sezona zanimiva in računam najmanj na podoben uspeh, kot je bil v letošnjem letu. Kar se tiče pa IHL lige, tukaj bo po zdaj znanih podatkih bosta nastopala dva kluba iz Hrvaške, dva kluba iz Srbije ter pa 4 slovenski klubi, torej 8 klubov, 4 krožni sistem, tako da bo tekem verjetno več kot preveč.